Ali ste vi pirati res samo hekerji? Dejansko smo vsej na začetku bili predvsem računalniški zagriznci, ki pač nismo hoteli sprejeti tega, da se vedno bolj omejuje svoboda ljudi na internetu. Ampak od tam se je pa pač zadeva razširila še na cel kup drugih področij, tako da zdaj smo že zelo pisana druščina in imamo zraven vse. Imamo profesorje, imamo prevajalce, imamo taksista, imamo kar češ, ni da ni. Povej mi bistvene točke programa piratov. Evolucija politike, transparentnost in deljenje. To so naše 3 točke, od katerih ne odstopamo in cel naš program v bistvu razvijamo nekako na tej podlagi, da bo to še zmeraj vključeno. Evolucija politike. Mi nismo revolucionarji in nočemo vsega požgati, zato da bo potem recimo mogoče teoretično boljše. Pač mi želimo razvijati ta trenutni sistem, popraviti napake in iti na boljše. Transparentnost. Mi smo edini, ki dejansko imamo know-how, se pravi vso potrebno znanje, kako dejansko v javni upravi uvesti transparentnost. Smo odraščali z internetom, obvladamo internet in prav internet je tle rešitev, ki jo potrebujemo. In pa deljenje, spet, imamo ene stranke, ki bi razdeljevale vse mogoče, mi želimo deliti predvsem znanje. To je osnovna človekova pravica in mi ga želimo spet s pomočjo interneta razširiti res med vse ljudi do vseh. Zakaj ste drugače od vsega, kar v politiki do zdaj poznamo? Dosedanji politiki so predvsem manj naklonjeni modernim tehnologijam, zakoni, ki jih oni sprejemajo, niso predvidevali interneta v državni upravi, naprimer, da o volitvah niti ne govorimo. Tako da največja naša točka je, ki nas ločuje od ostalih, da mi smo za prihodnost, v kateri se cel sistem prilagodi bolj ljudem in to se zgodi z uporabo interneta, ki je pač trenutno glavna metoda komunikacije za veliko večino ljudi. Kaj boš naredil, ko prideš v Evropski parlament? Zelo verjetno bom predvsem pomagal švedskima poslancema, ki ste zdaj že že imate izkušnje, kako zadeve tam funkcionirajo in ste že tudi precej naredila. Tako da najprej se bom lepo naučil o njiju, kako in kaj zadeve tečejo, potem bomo pa skupaj poskušali preprečiti oziroma še naprej preprečevali, da bi se zadeve poslabšale, tako kot poskušajo to zdaj doseči z sporazumom TTIP, naprimer, ki je spet kopija akte, le da tokrat na steroidih.